Lepo pozdravljeni, cenjene novinarke, cenjeni novinarji. Izredno sem vesela, da ste se danes odzvali v takem številu in preden začnemo z obravnavo najavljene tematike, to je razbremenitev stroškov dela v Sloveniji, dovolite, da orišem malo širši kontekst našega trenutnega poslovnega okolja. Svet se močno spreminja tako na geopolitičnega, varnostnega in pa tudi gospodarskega vidika. Nove carine in zaostritev razmer v mednarodnem trgovanju lahko pomembno prizadanejo tudi slovensko močno izvozno gospodarstvo. Prav zaradi teh okoliščin bi morali slovenskim podjetjem zagotoviti pogoje, ki bi jim omogočilo konkurenčnost in pa rast poslovanja. Pri nas v Sloveniji pa se na žalost obnašamo, kot da se nič ne dogaja in da se še ni nič zgodilo. Poslovno okolje v Sloveniji se je v zadnjih letih močno poslabšalo. Zaskrbljeni smo, ker vlada s svojimi dejanji ne kaže, da bi se zavedala realnosti stanja, v katerem se nahaja slovensko gospodarstvo. Podjetja v Sloveniji so bila v zadnjih 3 letih deležna številnih novih obremenitev s strani države. Plače zaposlenih so nadpovprečne, obremenjene z davki in prispevki, in medtem ko v drugih državah, evropskih državah, zmanjšujejo prispevke in jih naša vlada povečuje. Razveljavila je dohodninski zakon. Z novimi spremembami, ki pa se napovedujejo na področju pokojnin in zdravstvene reforme, pa ocenjujemo, da bi se nam lahko plače še dodatno obremenile. Poleg visokih obremenitev plač, zaposlenih in podjetij, pa so seveda problem tudi visoki stroški energentov in vse, kar je v povezavi z njimi, torej tako neživljenjskega akta o omrežnini, kot tudi vsi prispevki, ki s tem so povezani. Od vlade, v kateri sedijo energetski strokovnjaki, smo pričakovali učinkovitejše ukrepanje, ki bi prineslo tudi sprejemljive cene tako za gospodinjstvo in gospodarstvo, ne pa da potem z interventnimi zakoni popravljamo zadeve. Namesto tega imamo v Sloveniji od leta 2023 naprej ali pa že od energetske krize za negospodinjske odjeme višje od povprečja v Evropski uniji. Stroški elektrike so se z novim sistemom omrežnin še bistveno poslabšali. Naj bo jasno, slovenska podjetja ne tekmujejo samo za konkurenti v Evropi, pa vemo tudi, da tudi v Evropi imajo posamezne države za gospodarstvo boljše pogoje. Tekmujemo tudi z ameriškimi, azijskimi trgi in tukaj so cene bistveno nižje. Vlada je priznala, da spremembe sistema omrežnine niso primerne za gospodarstvo in več mesecev smo poslušali obljube, da bodo poskrbeli tudi za gospodarstvo. Žal so to bile samo obljube in z obljubami konkurenčnosti žal ne moremo spreminjati. Medtem pa se Evropa spreminja, postavlja v središče prihodnjo konkurenčnost gospodarstva in industrije, ter kot eno izmed prioritet postavlja tudi zagotavljanje sprejemljivih cen energentov za delovanje gospodarstva. Žal slovenska vladajoča politika ravna ravno nasprotno. Vse te obremenitve plač zaposlenih, kot tudi podjetij, skupaj z nevzdržnimi cenami električne energije zgolj povečuje stroške poslovanja podjetij, ki rušijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in industrije. Bojimo se, da gre v Sloveniji za tiho ugašanje industrije, pred očmi se nam dogaja deindustrializacija. Takšno poslovno okolje vodi k slabšemu poslovanju podjetij, izgubi delovnih mest, nižjim plačam in slabšemu življenjskemu standardu nas vseh. V Sloveniji se moramo začeti zavedati, da nam bo dobro toliko, kolikor bo šlo dobro gospodarstvu, zato mislim, da bi bilo treba spremeniti vzorec obnašanja. In če grem zdaj na našo današnjo osrednjo temo,
S tem namenom in v luči izhodišč vlade za razbremenitev stroškov dela smo na GZS pripravili analizo, za koliko so se v zadnjih 3 letih povečali davki in prispevki zaposlenih, ki neposredno znižujejo naše plače. In ugotovili smo, da bodo zaposleni, vključno za dolgotrajno oskrbo, od 2023 pa do prihodnjega leta 2026 izgubili zaposleni z minimalno plačo 2100 evrov neto dohodka, zaposleni s povprečno plačo 3600 evrov neto dohodka, zaposleni z dvakratnikom plače 5200 evrov neto dohodka. Tudi na tem področju se veliko pogovarjamo o razbremenitvi plač. Konkretnih korakov v pravo smer do danes še nismo bili deležni. Poudarjamo, da z novimi finančnimi prispevki in davki za zaposlene in gospodarstvo ne moremo ustrezno plačati zaposlenih, izgubljamo visoko usposobljene kadre, obenem pa s tem dvigujemo stroške poslovanja podjetjem, s tem tudi tvegamo in prepovečujemo možnost novih selitev sedežev podjetij v tujino, izgubljamo pa tudi dodatne prilive v državno blagajno. Spodbudno je, da je vlada pokazala namero za razbremenitev plač, a bojimo se, da je zastavljena v povezavi z davkom za nepremičnine ne bo izvedljiva oziroma ne bo imela učinkov. Zato smo na GZS pripravili predlog razbremenitve plač, ki ga želimo tudi predlagati vladi v razpravo. Preden pa predstavimo naše predloge razbremenitev plač, pa prosim kolega Bojana in Mitjo, da predstavita trenutno stanje obremenitev naših plač. Jaz bi dejansko v naslednjih nekaj minutah poskušal bolj analitsko utemeljiti izhodišče oziroma zaključke, ki jih je že naša generalna direktorica predstavila. Na začetku si bomo malo pogledali sploh, kako definiramo davčni primež, namreč večkrat ga bomo še danes omenili. Pogledali si bomo v bistvu, kako se je davčni primež v Sloveniji gibal v obdobju 2023 in pa do naslednjega leta. Pogledali si bomo tudi, kakšen je davčni primež Slovenije glede na ostale države. Seveda, pogledali smo bolj dodatno še, katere so tiste obremenitve gospodarstva, ki jih je bilo deležno v tem zadnjem obdobju. V 5. točki bomo pogledali, kateri so potencialno še dodatni dvigi davčnega primeža, ki sploh tukaj še niso vključeni v te projekcije do leta 2026. Potem zelo pomembna točka, kateri so v bistvu tisti predlogi GZS, ki jih predlagamo mi za razbremenitev dela in nekako, ki nam ga je predlagal tudi Strateški svet za davke pri GZS. In potem v 7. točki seveda bomo predstavili tudi, kakšni so vplivi teh predlogov na samo razbremenitev dela pri povprečni plači. Gremo mogoče kar direktno na vsebino davčni primež, torej tukaj bi rad samo izpostavil, da davčni primež torej upošteva celotne stroške dela in dejansko upošteva, kakšen je v bistvu delež prispevkov in pa dohodnine, ki so nakazani bodisi v socialni blagajni, torej v pokojninsko in zdravstveno blagajno kot najpomembnejši, bodisi v integralni proračun, tukaj imamo v mislih dohodnino. In ta delež je izračunan glede na celoten strošek dela. Oziroma na drugi strani, kaj ni davčni primež? Davčni primež je dejansko neto dohodek zaposlenega iz naslova stroška dela, ki ga predstavlja zaposleni z vidika svojega delodajalca. Torej, zveni se zelo zahtevno, ampak dejansko mednarodna primerjava torej ocenjuje davčni primež kot tisti relevanten faktor, s katerim lahko primerjamo relativno obremenitev plač med različnimi državami. Zdaj, če pogledamo te 3 ključne zakonske materije, ki so vplivale na dvig davčnega primeža v tem zadnjem obdobju, so ključne naslednje 3 zakonske podlage. Najpomembnejši je seveda zakon o dohodnini, ki je bil leta 2022 potem spremenjen. Ključno je bilo, da se je prekinil načrtovan postopen dvig splošne olajšave, ki bi sicer bila v letošnjem letu že 7500 evrov, pa je sicer 5260 evrov. Drug učinek je bil sicer bolj pomembnejši za tiste višje dohodninske zavezance, da se je stopnja v 5. dohodninskem razredu dvignila iz 45 na 50%. In pa tretji faktor, ki je bil enako zelo pomemben z vidika davčnega primeža,
pri vseh plačah, je pa bilo, da so se olajšave in razredi se torej niso več usklajevali z inflacijo, kot je bilo nekako po tistem prejšnjem zakonu predvideno, ampak so se kasneje usklajevali, oziroma se 2 leti niso usklajevali, šele v letošnjem letu so se prvič uskladili in sicer za višino povprečne bruto plače. Torej, učinek je bil, da je zaradi tega bila višja efektivna obremenitev plač za dohodnino, kot bi bila sicer. Druga zakonska materija je seveda zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je v bistvu ključna bila preoblikovanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. Ta je znašal do konca februarja 35 evrov, zdaj se je prvič uskladil in to je tudi enako v bistvu prispevek, ki vpliva na dvig davčnega primeža. In pa tretji zakon, ki bo pa nekako v praksi stopil v veljavo, torej bo vplival na dvig obremenitve plač za 1. julijem letošnjega leta, je pa uvedba dodatnega prispevka na bruto in od bruto plače, torej 1 odstotna točka pri delodajalcih in 1 odstotna točka pri delojemalcih. To je pa na osnovi zakona o dolgotrajni oskrbi in to enako vpliva na dvig davčnega primeža. Zdaj, če pogledamo malo v času, tukaj smo izbrali obdobje 10 let, v prilogah, v predstavitvi boste videli, da smo tudi daljšo časovno vrsto, da lahko vidite, kako so se davčni primež gibal v nekoliko daljšem obdobju, imamo podatke od leta 2005. Tukaj dejansko vidite, da se dejansko pri vseh višinah plač davčni primež v tem obdobju povečal. Mogoče vas je preseneča samo padec davčnega primeža v letu 2023 pri minimalni plači, ki je bil mimogrede posledica zelo visoke uskladitve minimalne plače in v tistem letu je bilo dejansko potem osnova za plačilo prispevkov zaposlenega je bila dejansko zgolj še čisto malo višja od prispevkov delojemalcev in posledično je bilo tisto bolj kot ne začasnega značaja, čeprav vidimo tudi pri minimalni plači potem v kasnejših letih je v bistvu se davčni primež povečal oziroma naj bi se naslednje leto zgolj nekoliko znižal, ampak nekje v daljši časovni vrsti pa vidite, da je dejansko se davčni primež tudi pri prejemnikih minimalne plače povečal. Povečal se je vidite tudi pri povprečni plači, kot tudi pri dvokratniku povprečne plače, kjer znaša nekje v letošnjem letu že blizu polovice, torej polovico nekako od celotnega stroška dela dejansko zaposleni dobi na svoj račun, polovico pa torej prejmejo obe dve socialni blagajni in pa integralni proračun prek dohodnine. Generalna direktorica je že izpostavila te izračune, jaz bi tukaj samo pokazal, kako smo prišli do teh izračunov oziroma pojasnil. Torej, mi smo primerjali, kakšna bi bila gibanje neto plače pri minimalni plači, bruto plači in dvokratniku povprečne bruto plače, glede na to, če tiste 3 zakonske materije ne bi obveljale, torej ne bi bile spremenjene oziroma korigirane. In v tem primeru vidite dejansko, da je ta efekt logično najvišji pri dvokratniku povprečne plače, ampak če se mogoče tokrat osredotočimo zgolj na povprečno plačo, tukaj vidimo dejansko, da v letu 2023, da bi nekdo pri povprečni bruto plači brez tistih uveljavitve 3 zakonov prejel letno 220 evrov več neto dohodka, v letu 2024 bi bilo tega za 850 evrov več, v letošnjem letu bi bilo za okoli 1250 evrov več, podobno tudi v naslednjem letu in potem smo kumulativno sešteli v bistvu vpliv teh 3 zakonskih materij na spremenjen neto dohodek in to dejansko je izgubljen neto dohodek posameznika pri različnih višinah bruto plač. Tukaj bi mogoče samo še pokazal na hitro tele grafe, torej tukaj je graf oziroma gibanje neto dohodka pri minimalni bruto plači v primeru, da tiste 3 zakoni ne bi obveljali, torej da bi veljal tisti star zakon o dohodnini, ki je nekako predvideval dvig splošne olajšave in seveda, da obveznega zdravstvenega prispevka ne bi imeli in tudi prispevka za dolgotrajno oskrbo, torej neto plače v posameznem letu, kot vidite, tudi pri minimalni višini višja. Če pogledamo za letošnje leto, bi znašala 950 evrov, sicer pa znaša 888 evrov. Tukaj dejansko sem upošteval seveda tudi posebno olajšavo, do katere so upravičeni prejemniki minimalne plače. Tako da tukaj ni dileme, da je bilo to upoštevano. Pri povprečni plači in dvokratni povprečne plače pa sami vidite, so te razlike še nekoliko višje. Torej stolpec, pogledajte, v sivi barvi pomeni, kakšna je nekje razlika na posamezen mesec. In seveda pri dvokratniku je ta razlika nekoliko večja, ampak tudi pri povprečni plači vidite razlika prisotna, če pogledamo za letošnje leto. Pri povprečni bruto plači posameznik prejme 1700 evrov neto dohodka, tako ga pa prejme slabih 1600 evrov. Zdaj, če pogledamo še mednarodno primerjavo,
lestvico. Torej OECD Taxing Wages je skoraj, bi rekel, edina, kako bi rekel, mednarodno priznana metodologija za primerjavo relativne obremenitve plač z davki in prispevki. Tukaj vidite, da je Slovenija na 7. mestu. Žal je v zadnjih 10 letih bila v tisti skupini držav, kjer se je davčni primež povečal. Pazite, to so podatki do leta 2023, še brez upoštevanja potem let 24, 25, 26, ko se bo enako dvignil davčni primež. Ampak seveda, ker ni na voljo še novejše lestvice in tudi ne vemo, kaj so ostale države v tem obdobju sprejele, smo se dejansko osredotočili na tiste trdne podatke, s katerimi razpolagamo. Torej vidite v bistvu v vseh teh državah, ki so pred nami, Belgija, Nemčija, Avstrija, Francija in Italija, tam se je davčni primež pri povprečni plači znižal povprečju za več kot 2 odstotni točki, v Sloveniji v tem obdobju narasel za 1 odstotno točko. Zdaj, če pogledamo mogoče še malo v času, torej enako smo se tukaj osredotočili od leta 2013 na obremenitev plač in smo videli, da je bila Slovenija leta 2013, torej pri plači iz leta 2013 na 10. mestu po obremenitvi povprečne bruto plače od 34 držav, medtem ko naj bi bila v lanskem letu po naši oceni že na 6. mestu. Tukaj smo dejansko upoštevali ta dvig davčnega primeža in pa nespremenjen davčni primež v drugih državah, tako da skoraj zagotovo bo Slovenija zopet pridobila še eno mesto na tej lestvici. Pri 1,6-kratniku je pa enako bil ta davčni primež nekoliko večji, je porasel sicer nekoliko manj, ampak vseeno, kot vidite, ta davčni primež večji, kot je v srednji državi OECD oziroma v srednji državi EU. Po tej višini je dejansko bila Slovenija na 10. mestu od 38 držav, torej pri 1,6-kratni povprečne bruto plače. Za tisti, ki ste bili pozorni, zakaj OECD nima dvokratnega povprečne bruto plače, dejansko metodologija temelji zgolj dejansko, da pogledajo povprečno plačo in pa 1,6-kratni povprečne bruto plače. Zdaj, tukaj bi rad izpostavil še lestvico konkurenčnosti, torej tukaj dejansko tudi vidimo, kakšna je percepcija naše davčne politike, kjer dejansko tudi obremenitev dela z davki in prispevki igra ključno vlogo pri percepciji davčne politike. In tukaj vidite, da je Slovenija izgubila kar nekaj mest, torej Slovenija je glede na percepcijo davčne politike bila v lanskem letu po lestvici IMD-ja na 55. mestu med 67 državami in kot vidite, približno 4 mesta izgubila v zadnjih 3 letih. Jaz bi nadaljeval po tem transparentnem uvodu, ki ga je dal naš gospod Ivanc, in sicer s poudarkom predvsem na obremenitvi plač, ki jih čutijo naši zaposleni kot manjše neto plače. Glavni dejavnik je tukaj bila sprememba zakona o dohodnini, ki je začela učinkovati s 1. 1. leta 2023. Dejstvo je, da so bili tukaj najbolj prikrajšani zaposleni, ker se je zaradi manjše splošne davčne olajšave in to v njihovih plačah prezentiralo kot nižje plače. Niso bile pa prizadeti samo posamezniki, samo neto plače naših zaposlenih, ampak prizadeti so bili tudi stroški dela gospodarstva, povečali so se, kajti podjetja, če želijo primerno nagraditi ključne kadre, morajo zato jim zagotoviti višje neto plače. To pomeni, to ima vpliv tudi na stroške dela, na maso plač, ki jih morajo podjetja izplačevati svojim zaposlenim, zato da so na tem prostoru konkurenčno v primerjavi z drugimi nam sosednjimi državami. Poleg teh obremenitev, ki so vezane direkt na plače, pa so podjetja oziroma je gospodarstvo v zadnjem obdobju dobilo še dodatne obremenitve. In sicer v obliki višjega davka od dohodka pravnih oseb. Sami veste, da se je po poplavah le-ta dvignil, in sicer za obdobje naslednjih 5 let, obdobje 2024-2028, za 3 odstotne točke, to pomeni s prejšnjih 19% na novo vrednost 22%. Obremenjen je bil tudi davek bank
za 0,2% na bilančno vsoto za enako obdobje 2024-2028. Dobili smo podaljšano obdobje kritja nadomestila pri bolezninah v breme delodajalca s prejšnjih 20 na 30 dni s 1.1. leta 2024. Eden od namenov je bil, da bi se s tem razbremenilo zdravstveno blagajno, vendar na zdravstveni blagajni se ta ukrep bistveno ne pozna. Dobili smo tudi obremenitev najvišjega bolniškega nadomestila na 2,5-kratnik povprečne plače s 1.1.2024. Razlog je bil zloraba enega prejemnika nadomestila in zato smo z zakonom kaznovali vse ostale prejemnike bolniških nadomestil. Posledica tega je bila selitev predstavništev tujih podjetij v sosednje države, kajti zaposleni z nadpovprečno plačo oziroma z visokimi plačami, ki so običajno tujci, ki so zaposleni v tujino z omejeno bolniškim nadomestilom, mnogokrat ne pokrijejo vseh svojih stroškov bivanja v naši državi, zato so si poiskali druga lokacije za zastopanje njihovih podjetij v Republiki Sloveniji. Prejeli smo tudi dvig davka na dodano vrednost na sladke pijače z prejšnjih 9,5% na 22%. Tukaj smo bili kritični predvsem zato, ker se ta davek namensko ne pobira in tudi namensko ne porablja in se zgubi v integralnem proračunu Republike Slovenije. Zadnja taka obremenitev, ki jo bom izpostavil, pa je obremenitev dela napotenih delavcev v tujino. Tukaj smo se res prilagodili evropski direktivi na način, da se prispevki plačajo od celotnega prejemka teh delavcev. Nismo se pa prilagodili z nam konkurenčnimi sosednjimi državami z olajšavo na dohodnino, tako da so ta podjetja postala v tem našem skupnem evropskem trgu nekonkurenčna oziroma manj konkurenčna in so se tudi prilagodila na način, da so svojo dejavnost preselila v sosednje države. S tem, da so selile svoje sedeže v sosednje države ali pa da so tam vzpostavile svoje izpostave. Podatki po tem presečnem datumu, ko je ta zakon začel veljati, nazorno kažejo, da so obseg te dejavnosti v Republiki Sloveniji zmanjšuje, podjetij, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, zmanjšuje in posledično je tudi manj prilivov davkov in prispevkov v vse glavne tri slovenske blagajne. Zdaj, pričakovanje slovenskega gospodarstva je v razbremenitev stroškov dela. O tem se je govorilo v zadnjem obdobju tudi na vladni strani. Obetalo se nam je, da ukolikor bo uveden dodaten nepremičninski davek, bojo vsa sredstva, ki se bojo zbrala iz nepremičninskega davka, namenjena razbremenitvi stroškov dela. Dobili smo predlog obdavčitev stanovanjskih nepremičnin, ki smo ga ocenili kot nedomišljen, nestrokoven in neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Tudi ocenili smo, da izplen iz tega naslova ne bi bil zadosten za pomembno razbremenitev stroškov dela. Namesto, da bi se še naprej ukvarjali s tem, kako razbremeniti slovensko gospodarstvo, imamo žal na mizi nove ideje, kako ga dodatno obremeniti. V naslednjem obdobju, če bojo zadeve potekale v smeri, kot potekajo na pogajanjih, lahko pričakujemo predvsem dodatne obremenitve. Dodatna obremenitev, ki je bila že sprejeta in ki je predvidena, da bo začela učinkovati s 1.7. V letošnjem letu, je dodatni prispevek za dolgotrajno oskrbo.
drugo, in sicer 1% v breme delojemalca, 1% v breme delodajalca, pri SP-jih 2%. Ta je eden, ki je praktično že potrjen. Zdaj pri ostalih reformah pa odpiramo tudi teme oziroma se odpirajo teme možnih dodatnih obremenitev. Eno je znotraj zdravstvene reforme, kjer se pogovarjamo oziroma kjer so na mizi ideje o preoblikovanju obveznega zdravstvenega prispevka v dodatno splošno prispevno stopnjo za zdravstvo ali celo diferencirano lestvico. To je ena od dodatnih potencialnih obremenitev. Drugo, iz izhodišč pokojninske reforme sta razvidni še dve možni dodatni povečanji oziroma obremenitvi stroškov dela, in sicer eno iz naslova povečanja prispevne stopnje za delodajalce in druga v primeru avtomatske vključitve podjetij v drugi pokojninski steber. Vse te tri spremembe, ki sem jih zdaj naštel, nam obetajo oziroma so potencialno dodatna obremenitev v višini več kot 10 odstotnih točk na obstoječi obseg. Jaz sem prepričan oziroma močno upam, da se te zadeve ne bojo realizirale na način, kot so na mizi, kot so v izhodiščih zapisana, so pa pomemben znak, da namesto, da bi razmišljali v kontrasmer, to pomeni v razbremenitev, razmišljamo o dodatnih obremenitvah. Če se še enkrat vrnem na zakon o dohodnini, ki je začel veljati 1.1.23, ta nam je vzel razbremenitev plač in večje neto plače. Ta zakon je predvideval splošno olajšavo v višini 7.500 evrov. Zdaj, vse, kar smo slišali od obstoječe strukture, pa nam v primeru sprejetja novega davka na nepremičnine obetajo razbremenitev skozi nov zakon o dohodnini v višini do 7.000 evrov. To pomeni, če pogledamo, prej smo imeli praktično že v rokah razbremenitev oziroma to davčno olajšavo v višini 7.500, vmes smo dobili mnoge dodatne obremenitve, ki sem vam jih naštel, v zameno pa nam ponujajo oziroma je največ, kar zgleda, si lahko pričakujemo, splošna olajšava v višini 7.000 evrov, kar je manj, kot smo že imeli. Naj poudarim, da res je, kot je gospod Ivanc pokazal, da smo po davkih, to pomeni davki in prispevki, na 7. mestu znotraj OECD. Če pogledamo samo prispevke, smo še zdaj na 2. mestu. Z učinkovanjem prispevne stopnje na dolgotrajno oskrbo bomo rekorderji postali, pomeni bomo prišli na 1. mesto, kaj še le, če bojo uresničene tudi druge dodatne obremenitve, ki so trenutno na mizi in o katerih se znotraj ekonomsko-socialnega sveta pogovarjamo. Ja, hvala. No, in zaradi vsega naštetega, kar sta povedala moja dva kolega, bomo seveda to podrobno analizo in tudi predloge, ki jih vam bomo zdaj predstavili, posredovali na vlado, upajoč, da bomo tukaj našli rešitve. Naj povem, da je naš predlog GZS-ja, ki znižuje obremenitev plač, a ne presega bistveno v proračun in je proračunsko vzdržen. Tukaj smo si zastavili nekako 6 ciljev. Na področju dohodnine predlagamo redno uskladitev dohodninske lestvice in olajšav v celotni višini letne rasti povprečno bruto plače v oktobru predhodnega leta. Trenutno je ta faktor nekje med 50 in 100 odstotkov. Potem drugi ukrep znotraj dohodnine predlagamo ukinitev 5. dohodninskega razreda in razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost,
Tu mislimo predvsem na oprostitev dohodnine do višine posameznikove povprečne plače, ne pa povprečne plače v Republiki Sloveniji. Na področju socialnih prispevkov predlagamo vsekakor zamik uveljavitve prispevka za dolgotrajno oskrbo, vsaj toliko časa, dokler se stroka ne izjasni, kako bo ta denar potem tudi porabljen, ker tega vemo, da ni. Uvedbo razvojne kapice pri 1,6-kratniku povprečne plače, nad to višino 3800 evrov se tako socialni prispevki ne bi več obračunavali. Za izboljšanje blaginje prihodnjih upokojencev in da zmanjšamo pritisk na pokojninsko blagajno, pa predlagamo še 2 ukrepa, in sicer razširitev davčnih spodbud za varčevanje v drugem pokojninskem stebru na 10% povprečne bruto plače oziroma 5000 evrov letno, ki mora ostati prostovoljno, in tudi vzpostavitev 3. stebra po vzoru P-računov, to so varčevalni računi, kjer dolgoročno varčevanje tudi ne more biti predmet obdavčitve. In po naši oceni bi z uveljavitvijo takšne razbremenitve plač pri zaposlenemu prejemniku povprečne plače, govorimo o povprečni plači, omogočili dvig neto prejemka za 112 evrov že v letošnjem letu in v prihodnjem letu že za 400 evrov letno. Višji kot so prejemki, tudi večja motivacija, ne? S tem pa bi znižali davčni primež za 1,1 odstotek v odstotno točko v letošnjem letu in 1,3 odstotne točke v naslednjem letu. Naj še enkrat povem, da je ta obremenitev in ta predlog znižuje obremenitev plač in ne posega bistveno v proračun oziroma je proračunsko vzdržen. Delodajalci se seveda močno zavzemamo, da so zaposleni ključni za dobro poslovanje in za razvoj, se zavedamo tega, zato si želimo, da zaposlenim ostane večji delež od plače, da jih lahko delodajalci nagradimo, ne pa da jim pri tem večji del vzame država. In z ustrezno razbremenitvijo plač bomo v Sloveniji zadržali domače strokovnjake in seveda tudi lažje privabili visoko usposobljene kadre iz tujine. In to je seveda ključno za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki pa se, na žalost, vse skozi poslabšuje.